Lepo pozdravljeni, dragi mišmašovci. V današnji oddaji Mišmaš bomo govorili o zlatih bralcih v velenjski občini, ki so osvojili vse bralne značke in pokukali, kako je bilo na otroški olimpijadi, ki je pretekli teden potekala v Velenju. Predstavili bomo tudi društva in klube, ki delujejo pod okriljem Športne zveze Velenje. Obeta se nam zelo zanimivo druženje, zato ostanite v naši družbi, malo glasbe, potem pa izveste, koliko knjig mora prebrati osnovnošolec v 9 letih, da lahko osvoji bralno značko. Bralna značka. Prične se v vrtcu, ko dejansko otrokom berejo starši. Prvo pravo branje nastopi v 2. razredu osnovne šole. Branja za bralno značko sta se davnega leta 1961 domislila pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor Stanko Kotnik. In vse od takrat osnovnošolci prebiramo knjige za bralno značko. Več o bralni znački nam bodo danes v studiu povedale Edita Prah-Šincek iz knjižnice Velenje, Kristina Kovač iz Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje ter Ana Marija Brcar, osnovnošolka iz osnovne šole Anton Aškars. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Gospa Tinca, zanima me, kaj morajo mišmašovci storiti, da osvojijo bralno značko?
Pravzaprav se morajo recimo odločiti, da bi radi brali, a ne. Vendarle, če opredeljujemo, da se bralna značka začne z predšolsko bralno značko, morajo nekako starši vzeti ali drugi zadevo v roke in prebirati predšolskemu otroku. Potem pa v osnovni šoli je bralna značka organizirana od 1. do 9. razreda. Verjetno, da svetujejo starši ali pa kakšni sorodniki, znanci, jaz imam že bralno značko, pa boš ti tudi, a ne, sodeloval v tej akciji. Tu v zadnji triadi pa drugi, pa mislim, da že sami se odločajo, bom nadaljeval z branjem ali celo bom nehal brati. Torej, knjige so prilagojene starosti, to pomeni, da ima čisto vsak razred nek svoj seznam knjig. Knjige v bistvu imamo tako dogovorjeno, da je prosti seznam, torej da se lahko knjige spreminjajo oziroma tudi lahko posameznik, ki sodeluje v akciji, sam reče, jaz sem pa to knjigo prebral in potem pač pripoveduje o njej. Seveda pa, da je lažje izbirati, je v vsakem razredu en tak priporočilni seznam napravljen in na internetni strani Bralne značke Slovenije je objavljen, kakor za celo državo Slovenijo. Pri nas vsaka šola ima posebej opredeljene knjige starosti primerne, seveda pa naša velenjska knjižnica tudi svetuje zraven, ko pridejo iskat knjigo, katera knjiga je za njihovo starost primerna. Ana Marija, kdaj pa si ti začela uživati v branju knjig? V bistvu, meni so starši že doma brali knjige, ampak enostavno jaz v knjigah sem videla nekaj posebnega in knjige so me privlačile in enostavno brala sem. Torej so te starši popeljali v svet knjig? Lahko bi tako rekli. Gospa Edita, zanima me, kdaj običajno otroci prvič pridejo v knjižnico? Ja, starši pripeljejo otroke v vedno večji meri že nekajmesečne otroke vpisovati. Zelo veliko staršev pride vpisati otroke tu nekje od 2. do 4. leta starosti. Če ne prej, oziroma najkasneje, pa potem, ko začnejo s predšolsko bralno značko, se pravi 5-6 let stari otroci, tisti pa se sigurno pridejo za veliko spodbudo vpisati v knjižnico, a ne? Ana Marija, bereš recimo knjige kar tako ali za bralno značko? V bistvu, jaz brez knjig čez počitnice enostavno tudi ne bi mogla zdržati. Berem sicer med šolo, bolj kot ne za bralno značko ali za domače branje, ker ni veliko prostega časa. Čez počitnice pa definitivno bolj kot ne berem, no. Recimo, gospa Edita, imate občutek, da večina osnovnošolcev v bistvu radi berejo knjige ali pač zaradi te bralne značke, da jo upravijo tako kot večina sošolcev? Tisti, ki prihajajo k nam, kar radi, v veliki meri radi berejo. Res pa je, da z leti, a ne, s puberteto recimo, s problemi, je malo manj branja, a ne. Prej smo omenili, da lahko bralci za bralno značko knjige izberejo iz tistega priporočljivega seznama. Kdo izbere te knjige za posamezni razred in ali vsi osnovnošolci po celi Sloveniji berejo knjige iz tega enakega seznama? Ja, tako je. Obstaja sicer tale knjižnica, ljubljanska knjižnica, a ne, Center za kakovostno mladinsko in otroško branje, sicer pripravi priročnik vsako leto, priročnik za kakovostno branje, tako da se lahko zgledujejo po celi Sloveniji oziroma zbirajo knjige iz tega priročnika. Drugače pa vsaka osnovna šola, knjižničar in pa učitelj, mentor na šoli, a ne, naredijo seznam, priporočilni seznam, kot je že prej Tinca povedala, je to seznam, ki ni obvezujoč, a ne, ampak si lahko v vedno večji meri, jaz mislim, da otroci izbirajo tudi knjige po lastni izbiri, a ne, s tem, da morajo biti seveda prilagojene starosti otrok.
Gospa Tinca, recimo, nikoli nisem imela občutka, koliko otrok bere za bralno značko po Sloveniji. Imate mogoče ta podatek? Res je, podatek obstoja in je velika številka. Namreč preko 140 000 otrok bere v bralni znački, seveda na leto. To pomeni vsi naši otroci v Sloveniji, zamejski otroci tudi, kar je še posebej pomembno, da se ta krog čitanja knjig v slovenskem jeziku širi. In preko 6400 mentorjev zraven bdi nad to bralno značko. To so res velike številke in v bistvu se moramo vsem zahvaliti, ki v tem procesu branja dobre knjige sodelujejo. In si želimo, da se ta akcija ali pa branje dobrih knjig še razširja na ostale populacije, če gledamo po starosti, in praktično vse, tudi srednješolci berejo, sicer v manjšem številu, in znana je tudi odrasla bralna značka ali bralna značka za odrasle, in to je to, sej vemo, če čitaš, več veljaš. Ana Marija, ti si 9. razred in prejela si posebno priznanje, ker si vsako leto opravila bralno značko. Si mogoče preštela, koliko knjig si v okviru bralne značke prebrala v teh 9 letih? To bi bilo pa veliko, no. V bistvu sploh nisem štela. Enostavno pač meni to sploh ni pomembno. Meni je važno samo, da berem, ker je to nekaj posebnega. Ne štejem. Vsaj 45 knjig je morala prebrati, to je neka osnova, ampak resni bralci preberemo malo več. Gospa Kovač, koliko otrok v Šaleški dolini je letos osvojilo bralno značko? Letošnji so bili uspešni, v bistvu 3233 otrok je v Šaleški dolini sodelovalo v gibanju bralna značka, oziroma mi rečemo tudi Kajuhova bralna značka, tako se je naše to bralno gibanje v Šaleški dolini 1967. leta začelo in v bistvu neprekinjeno tudi izvajalo. Od tega je zlatih bralcev 193, kar je tudi kar velika številka, in pa v predšolski bralni znački, letos jo zdaj ravno te dni zaključujemo, je sodelovalo 644 otrok. Zelo velike številke. Čestitke vsem seveda. Zanima me, ali mladi bralci v bistvu radi berejo zaradi zgodbe ali tudi zaradi recimo izgleda, ilustracij? Ja, vsekakor predšolski otroci, ki jim berejo starši, ki uživajo skupaj s starši ob zgodbah, vsekakor imajo raje ilustracijo, sliko, saj se na ta način veliko otrok tudi izraža potem, ko pripovedujejo. Z leti oziroma v prvi triadi, recimo, ko osvajajo branje, se sliki oziroma ilustraciji pridruži krajše besedilo in so navdušeni, da lahko tudi malo že pripovedujejo oziroma da lahko tudi sami berejo. Potem pa je seveda vedno manj ilustracij, čeprav so zanimive še vse nekje do mogoče 6., 7. razreda najbrž, pa je tudi najbrž zaradi tega malo manj knjig osvojenih, prebranih. Kaj pa recimo žanri knjig, katere imajo osnovnošolci pri različnih starostih najraje? Fantazijske, domišljijske zgodbe imajo zelo radi, detektivske zgodbe, potem ljubezenske seveda, pa resnične zgodbe. Vse nekaj jih imamo tule, sem jih prinesla tudi. Zelo zanimivo, v zadnjih letih strip prednjači tudi, čeprav so zdaj stripi, ko nekateri starši prihajajo zraven, pa pravijo, ja, stripi niso, ampak so zdaj že tudi zelo kvalitetni. Recimo tamle sem prinesla, imamo Piko Nogavičko, ne samo v enem stripu, ampak v več stripih, v več knjigah, Piko Nogavičko. Tako da to je tisto, kar je najbolj
brano. Se vam zdi, da učenci z odraščanjem berejo manj zagnano? Jaz mislim, da ne. Tisti, ki je bralec, bere enako zagnano. Najbrž, da naredi si en tak svoj okus, kaj raje bere, ampak zagnano bere pa s polno paro, ker ga pač zanima, ker spoznava v končni fazi tudi nove prijatelje malo drugače in veliko mu da razmišljati. Se branje neobveznega gradiva v srednji šoli še nadaljuje s takšnim tempom? Ja, vsekakor z manjšim tempom, zaradi tega, ker imajo veliko šolskih, izvenšolskih obveznosti, dijaki. Se pa nadaljuje, ker imajo tudi po šolah razne krožke, bralno-debatne krožke, tako da spodbujajo tudi to branje v srednjih šolah. Ana Marija, kdaj najraje prebiraš knjige? To po zimi, poleti, recimo zvečer pred spanjem? V bistvu zdaj v času šole res ni veliko časa, vendar se še najde kdaj, da poleg knjig za bralno značko še preberem kakšno, ki ni obvezna. Čez počitnice seveda veliko berem, drugače pa tek zvečer, pred spanjem ponavadi ali pa čez vikende. Kakšne knjige pa te najbolj pritegnejo? Pustolovske, detektivske, tudi kakšni stripi. Pa tudi včasih ljubezenske, vendar nimam rada preveč čustvenih knjig, ker me res pač bolj zanimajo pustolovske. Vi delate v knjižnici Velenje, zanima me, katere so tiste klasike, da ne gredo nikoli iz mode. Ja, pri najmlajših Muca Copaterica, Mojca Pokrajculja, tiste res, a ne? Slovenske avtorji in slovenski klasiki, bom rekla. Potem pa Primož Suhodolčan je zelo aktualen, pa Desamuk, v bistvu na različnih stopnjah, a ne, otroških, starostnih stopnjah, mislim. Pa od tujih mogoče bi omenila tamle 5 prijateljev, Grozni Gašper, recimo, so taki klasiki, no. Mogoče sem še koga pozabila. Imate mogoče podatek, katera knjiga je recimo največkrat izposojena pri osnovnošolcih? Največkrat so izposojene sigurno tiste, ki so za, bom rekla, domače branje, bolj domače branje, tako da to ne vem, če je ravno kak Bevk, pa Prežih in podobni, Pa vi preberete vsako novo knjigo, ki pride v knjižnico, ali pa recimo vsako iz seznama? Ne, nikakor ne. Nikakor ne, ker je knjig v zadnjih letih preveč, včasih je bilo tega manj. Zdaj pa vsako knjigo vidimo, ni nujno, da je na seznamu, ampak vsako knjigo vzamemo v roke, ko pride v knjižnico, pa preden jo damo na polico, pogledamo, da približno vemo, da si malo osvežimo oziroma da vemo, kje je, drugače pa prebrati vsega pa ne moremo. Prihaja poletje in recimo med počitnicami se kdaj nimamo kam dati. Je možno še med počitnicami prebrati knjige za bralno značko za prihodnje šolske leto? Se ti seznami osvežujejo? Praviloma se vsaj nekaj knjig osveži. Imajo na voljo sicer v knjižnici tudi te lanske sezname, od tega preteklega šolskega leta, tako da lahko. Vsakemu pa povemo, da pač šola in učitelji določijo, kaj je in da če želi, da lahko prebere.
Ana Marija, čestitke za osvojeno priznanje, ostani bralka tudi v srednji šoli. Branje za bralno značko je bilo čisto zmeraj zanimivo, sploh ker smo se zadnji trenutek vsi drli v knjižnico in v bistvu smo iskali najbolj kratke knjige, da bi le osvojili bralno značko, in bralna značka je bila in bo in. Hvala, ker ste nas obiskali v studiu in spomnili, da lahko beremo tudi, ko že imamo opravljeno bralno značko. Mi si bomo privoščili malo glasbe, potem pa bomo pogledali, kako je bilo pretekli teden na otroški olimpijadi. Je kot sonce, ki vzhaja, vstaja in včasih ga nazaj dobiš, se pozitiva vdaja, razdaja. In ko življenje masive dni ne pomeni, da sonca več ne bo, se vedno znova kaj naučiš in ko padeš, vstaneš, slediš sanjam naprej. Tako lepo mi je, ko je lep ta svet. Nasmeh na ustnice rišem vedno znova zate le. In zdaj zapiram se, ko preprosto je. Brez razloga nič se ne zgodi, obremenjeni smo z drugimi ljudmi, pa le ni tako, kot se nam zdi. V naših rokah so niti vseh reči in ko misli odpeljem stran v deželo pozitivnih sanje, se ne mara, kar izgubim v lepoti sreče, smeha in pravih ljudi. Tako lepo mi je, ko je lep ta svet. Nasmeh na ustnice rišem vedno znova zate le. In zdaj zapiram se, ko preprosto je. V resnici pa tole ni tako, v življenju je prevečkrat temno. Vsakdo mora kdaj pasti na dno, da bi zapel lahko. Tako lepo mi je, ko je lep ta svet. Nasmeh na ustnice rišem vedno znova zate le. In zdaj zapiram se, ko preprosto je. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000. Športna zveza Velenje je v sodelovanju s športnimi klubi in društvi pretekli teden v Velenju organizirala otroško olimpijado. V naslednjih minutah bomo pokukali, kako je bilo na stadionu ob jezeru in povedali, koliko športnih društev in klubov je v Velenju. V studiu pa že lepo pozdravljam Katko Geršak, strokovno sodelavko pri Športni zvezi Velenje. Lepo pozdravljeni. Zdravo. Športna zveza v Velenju deluje že 25 let. Kakšne naloge v bistvu sploh upravljate in kje vas najdemo?
Športna zveza Velenje v bistvu deluje že zelo, zelo dolgo. Preoblikovala se je namreč iz Zveze telesno-kulturnih organizacij, tako da deluje že več kot 40 let. Čez 2 leti bomo praznovali tudi že 50-letnico delovanja, vendar v samostojni Sloveniji pa seveda pod okriljem oziroma pod imenom Športna zveza Velenje. Tako da Športna zveza Velenje je v bistvu koordinator vsega dogajanja, kar se tiče športa na področju Mestne občine Velenje, tako šolskega športa kot športa, športnih društev, kot raznih rekreativnih akcij, počitniških programov in v bistvu vsega, kar je povezano s športom. Recimo Mali sonček, kakšno tekmovanje je to? To ni tekmovanje, to je v bistvu program, ki se izvaja na področju vrtca, ki pomeni v bistvu eno nadgradnjo dejavnosti, ki jo izvajajo v vrtcih. Gre za pospeševanje oziroma izboljševanje gibalnih sposobnosti za naše najmlajše, to pomeni otroke v vrtcih. In za te programe v bistvu otroci, ki jih delujejo skozi celotno leto, opravljajo določene naloge, za te naloge dobivajo določene nalepke in nekje otroci stari od 2 do 3 let sodelujejo pri programu Mali sonček, modri mali sonček, zeleni mali sonček od 3 do 4 let, oranžni mali sonček od 4 do 5 let in potem preden vstopijo v šolo je rumeni mali sonček od 5 do 6 let. Za vsako leto dobijo priznanje, na koncu z letošnjim letom pa tu letale majhna nagradica, na koncu medalja za opravljeno uspešen program tega malega sončka. Ta mali sonček v bistvu je nekako pospeševanje, tako kot sem rekla, gibalnih sposobnosti, motoričnih sposobnosti, se vključuje v kurikulum vrtca, tako da otroci v bistvu svoje dejavnosti, ki jih že v vrtcu načrtujejo, tudi prilagodijo, tako planinski izleti, potem igranje na prostem, potem razne igre brez meja, elementi atletske gimnastične abecede, potem igre z žogo, tako da te zadeve so v bistvu prilagojene tem najmlajšim, ki potem najdejo vzgojiteljice, z njimi delajo te programe in na koncu dobijo ta priznanja. Poleg malega sončka je tukaj še tekmovanje Zlati sonček. V čem se razlikujeta? Zlati sonček je pa program, ki ga imajo otroci od 1. do 3. razreda. Je podobno naravnan, ki pač pomeni večjo, se pravi, to pomeni višjo stopnjo gibalnih sposobnosti. Tukaj pa že imamo tudi vključene plavanje in potem ravnotežnostne naloge. To so otroci že sposobni narediti v 1. do 3. razredu, tudi spretnosti z žogo, tako da prav tako so ti programi v bistvu prilagojeni otrokom v tej starostni kategoriji in prav tako otroci dobivajo nalepke za posamezne naloge upravljene in na koncu vsako leto pridobijo priznanja. V 1. razredu tole malo zlato medaljo, v 2. razredu veliko modro medaljo in v 3. razredu veliko zlato medaljo. Tako da v bistvu na koncu skozi celotno leto z njimi učiteljice delajo na področju športa in na koncu leta prejmejo majhno nagradico. Se veliko otrok odloči za sodelovanje v Zlatem sončku in recimo koliko otrok letno pridobi to nalepko? Zadeva je naslednja, da v bistvu so vključeni vsi otroci. To pomeni otroci v osnovnih šolah od 1. do 3. razreda. V Velenju je popolnoma celotna generacija, tako da delujejo na vseh šolah, sodelujemo z športnimi pedagogi in z učitelji in ravnatelji, tako da ta program Zlati sonček deluje že vrsto let, konstantno in otroci v bistvu vsi sodelujejo. Če komu ne uspe, da opravi vse naloge, dobi priznanje za sodelovanje. Večina, zelo velika večina pa te naloge opravi, tako da dobijo na koncu vsi priznanja. Kaj pa recimo otroci starejši od 8 let lahko sodelujejo v kakšnem takšnem programu? Za njih je pa pripravljen program Krpan, to je pa športni program za otroke od 4. do 6. razreda. Tukaj so pa te naloge seveda zopet malo težje. Tukaj pa že recimo kakšna stoja, potem tek, daljši tek, potem imamo razne tudi plavanje,
plezanje, tudi kakšen ples se najde vmes in pa seveda spretnostne naloge s kolesom, lahko je tudi drsanje, smučanje, razne naloge, ki so že prilagojene otrokom, ki so stari v bistvu več kot 8, nekje do 10-12 let in so že bolj motorično sposobni in tisti otroci, ki v bistvu že od vrtca sodelujejo v teh programih, jaz verjamem, da so sposobni tudi te naloge opraviti, jih pa spodbujajo športni pedagogi in pa njihovi učitelji, tako da tudi tukaj imamo priznanja na koncu, diplomice dobijo na koncu vsakega razreda in nekako s tem jih nagradimo za njihovo delo. Športna zveza Velenje skrbi tudi za to, da se velenjski otroci naučijo plavati in smučati. Kako dolgo že trajajo ti projekti? Projekti v bistvu plavanja trajajo že zelo dolgo. Plavanje je v bistvu ena od tistih osnovnih prvin, ki je zapisana tudi v kurikulumu za osnovne šole, tako da otroci se naučijo pri nas plavati v 1. razredu. To pomeni prvi tečaj, s katerim se srečajo velenjski otroci, je v 1. razredu. Potem pa nadaljujejo s tečajem v 2. in seveda tudi v 3. razredu. Tako da velenjska občina poskrbi za to, da otroci nekako po prvi triadi naj bi splavali. Se zgodi tudi tu kakšen, ki mogoče manjka v enem tečaju ali kakšna bolezen, kakorkoli. Zato pa imamo potem še organizirano v 6. razredu preverjanje plavanja, ki je tudi sofinancirano strani ministrstva oziroma Zavoda za šport Planica in potem na osnovi tega preverimo plavalne sposobnosti naših učencev, kaj so se naučili v teh prvih 3 letih in v bistvu potem do 6. razreda še sami oziroma za starši. Vemo, da je vedno manj otrok hodi na morje, vedno manj je v bistvu teh aktivnosti ob vodi, ampak vseeno se pa tudi pri nas ob jezeru dosti dogaja, tako da je prav, da otroci so plavalno pismeni, zato da so varni v vodi in da znajo se v vodi obnašati in tukaj poskrbimo za to v sodelovanju s plavalnim klubom Velenje, da je res opismenost otrok, kar se tiče plavanja, na zelo visoki ravni tudi v celotni Sloveniji. Med brskanjem na internetu sem prebrala, da imamo v Velenju kar 53 športnih društev ali klubov. To je kar lepa številka. Se pojavi pri nas tudi raznolikost? Ja, prej sem pozabila povedati, kar se tiče smučanja. Smučanje smo uvedli v Velenju nekaj let nazaj, kar se tiče program Naučimo se smučati. Ta program je namenjen petošolcem in je v celoti v bistvu brezplačen za vse petošolce v velenjski občini. To poskrbi mestna občina Velenje za to in zato smo jim izjemno hvaležni. Smučanje je ena taka dejavnost, ki v bistvu ni glih bomo rekli, finančno dostopna vsem, tako da v bistvu poskrbimo skupaj z Smučarskim klubom Velenje za prvi stik s snegom na Golteh, kjer izvajamo te tečaje za vse petošolce. To pomeni vsi petošolci, tako kot smo prej govorili, vsi prvošolci, drugošolci, tretješolci imajo možnost plavalnega tečaja, tako imajo tudi vsi petošolci možnost smučarskega tečaja. Tako da se v tednu dni, kolikor traja ta tečaj smučanja, vsaj nekako spoznajo z smučanjem, vedo v bistvu, zakaj gre, naučijo se prvih zavojev, nekateri odlično že prvi teden smučajo, tako da se imajo zelo lepo in mislim, da je ta projekt vreden nadaljevanja in upajmo, da nam bo mestna občina Velenje prisluhnila in da bomo s tem projektom nadaljevali. Kar pa se tiče klubov pa društev, v Športni zvezi v bistvu imamo 56 klubov in društev, tako da je raznolikost zelo velika, od borilnih športov do raznih je plavalni klub, atletski klub, v bistvu športi žogo. Največ je vsekakor borilnih športov, tako da Velenje je očitno mesto, kjer se veliko učimo samoobrambe oziroma veliko želimo se izobraziti v tej smeri. Jaz mislim, da je to tudi prav. Otroci so navdušeni, radi počnejo te stvari. Vsak klub si želi oziroma poskuša po svoji najboljši moči animirati otroke
otroke, jih privabiti v svojo sredino. Za te klube in društva oziroma za vse klube in društva, ki to želijo, vsako leto jeseni pripravimo predstavitev klubov in društev na Titovem trgu, tako da se lahko približajo celotni populaciji otrok, staršev, da jim predstavijo svojo dejavnost in na tak način se potem tudi starši oziroma otroci odločijo, kam bodo v naslednjem šolskem letu se upisali. Vsekakor je pa, da nekateri klubi delujejo bolj, drugi delujejo slabše, vendar jaz vsekakor mislim, da je potrebna ta društvena sfera, da iz klubov in društev v bistvu izhajajo potem tudi vrhunski športniki. Vsekakor se pa vse začenja nekje v otroštvu, pri otrocih in prav je tako, da so klubi in društva vpeti že v nižje kategorije pri svojih športih. Med temi sta tudi društvo Rod Jezerski zmaj in Šaleški bridge klub, ki nista ravno tipično športna kluba, kaj ne? Niti ne, no. Tudi društvo tabornikov Rod Jezerski zmaj je v bistvu so taborniki, ki so naši veliki zavezniki. Moram reči, da z njimi dosti sodelujemo tako pri počitniških programih, kot tudi pri programih otroške olimpijade. Vsekakor imajo v svojih vrstah veliko otrok in z njimi v bistvu zelo radi sodelujemo, otroci imajo radi tabornike in se na ta način tudi povežejo z njimi. Kar se tiče pa Šaleškega bridge kluba, Šaleški bridge klub v bistvu deluje bolj kot ne na področju tistih, ki pač je miselna igra bridge in tisti, ki želijo to, se pač vključijo v njihov klub in potem nadaljujejo. Res pa je, da mlajših kategorij nimajo toliko, bolj kot ne so bolj aktivni pri starejših kategorijah. Eden izmed projektov je tudi otroška olimpijada, ki je tudi potekala prejšnji teden na Dan mladosti. Olimpijada, vemo vsi, da je športno tekmovanje, kjer se v različnih panogah pomerijo vrstniki. Otroška olimpijada v Velenju poteka že nekaj let zapovrstjo. Katera je bila letos? Letos je bila to 12. olimpijada, vmes je odpadlo, mislim, da enkrat ali dvakrat zaradi vremena, tako da otroška olimpijada je vedno organizirana samo v lepem vremenu, ker drugače zadev ne moramo izvesti, tako da z veseljem v bistvu vsako leto privabimo v bistvu otroke nekje od 4. razreda dalje, letošnje leto še malo mlajše, na aktivnosti in tako v bistvu zadevo izpeljemo. Se ta otroška olimpijada skozi leta kaj spreminja? Ja, v bistvu na začetku je bila v bistvu neka ideja, da smo imeli samo v bistvu atletiko. Atletika je bila tista glavna dejavnost in ta glavna dejavnost je v bistvu se pokazala sicer kot zelo pozitivna, vendar tisti otroci, ki so bili na tribuni, niso nič počeli. In nekako smo to idejo nadgradili z aktivnostjo še ostalih otrok. To pomeni, da so tudi ostali otroki aktivni in potem v bistvu, ko zaključijo svojo aktivnostjo, pridejo na stadion in na koncu sodelujejo. Koliko športnih panog ste letos pripravili velenskim osnovnošolcem? Bilo jih je zelo veliko. Potekala je zadeva najprej ob štadionu. Ob štadionu je bil nogomet, na kotalkališču je bila dejavnost v bistvu poligončki, rokomet, odbojka, petanka, namizni tenis. Na jezeru so se otroci seznanjali z tenisom, odbojko na mivki, minigolfom in pa nogometom. Potem so imeli ob gozdičku, ob stadionu sabljanje, streljanje, taborništvo in pa ob ribiški koči ribištvo in pa v bistvu prvo pomoč in pa konjeništvo in mali pohod za najstarejše. Koliko otrok pa vsako leto sodeluje na otroški olimpijadi? Na otroški olimpijadi, tako sem rekla, sodelujejo v bistvu vsi otroci od 4. razreda do 9. razreda. To pomeni, vsi otroci so aktivni ali so tekmovalci na štadionu, to pomeni na atletskem delu, ali pač v bistvu sodelujejo v tisti aktivnosti, ki je predvidena za njihov razred. Od 1. do 3. razreda imajo tudi otroci športni dan, sodelujejo v bistvu na svojih aktivnosti okoli šole, nekateri so bili tudi navijači, so prišli pogledati. Letošnje leto je pač bila novost še aktivnost na veliki umetni travi za otroke od 1. do 3. razreda.
Ali obstaja kakšna predtekmovanja, torej za uvrstitev na otroško olimpijado? V bistvu ne obstajajo predtekmovanja, ekipe se določijo na šolah, tako da v bistvu vse tukaj govorimo samo o atletski ekipi, vsi ostali pa delujejo, vse ostale aktivnosti, ki pa so, pa vključujejo aktivnost vseh otrok. To pomeni, da ni važno niti predznanje, ni važno niti nobena, ali sodelujejo v kakšnem klubu ali ne, tako da lahko vedno vse povsod sodelujejo. Recimo, če greva k športom, v katerih so se pomerili učenci, panoge oziroma tekmovanje je prilagojeno starostnim skupinam, kaj ne? Ja, otroci v bistvu so sodelovali, tako kot sem rekla, na 4. razredi na nogometu in pa na borilnih veščinah. To pomeni, imeli so nogometne poligone, imeli so predstavitev borilnih veščin, tako da so zadeve bile prilagojene njihovi starosti. Potem so otroci sodelovali na kotalkališču v rokometu, v poligončkih in v košarki, ter na odbojki, na miznem tenisu in petanki, ter na TRC jezeru, v bistvu pri Beli dvorani in na igriščih ob jezeru, to pomeni na odbojki na Mivki, nogometu, tenisu in pa minigolfu, ter ob Gozdičku je bil pa 7. razred, oni so se pomerili pa v streljanju, mali tak poligonček so imeli, sabljanje je bilo predstavljeno jim in pa taborniki so predstavljali svojo dejavnost, ter pa ribiči, in pa 8. in 9. razred pa so imeli pohod do konjeniškega kluba in so tam pregledali in pogledali, kaj vse ponujajo. Opazila sem tudi, da so učenci zelo lepo barvno usklajeni, kaj pa to pomeni? To pomeni pa to, da smo letošnje leto oziroma že vsa leta do sedaj v bistvu dali na razpolago vsaki šoli določeno število majic, tako da na štadionu, kjer poteka atletski del, točno vemo, katera šola teče oziroma tekmuje oziroma sodeluje, tako da so otroci prepoznavni, zato da jih tisti navijači, ki so na tribuni, vidijo, da navijajo za njih, v bistvu, da je malo drugače kot pa na posamežnih tekmovanjih, ko v bistvu ne vemo, kdo je kdo, razen po kakšni štartni številki. Čisto posebno vlogo pa so imeli navijači, ki so športnike vzpodbujali s tribun. Mi smo jih vprašali, za koga navijajo. Kaj pa počnete danes tukaj? Danes pa navijamo za prvi A razred. Kaj pa bo počel vaš prvi A? Metali bojo vortekse, pa zdaj še gledamo, pa bomo še videli kaj. Kako ste se pa pripravili na navijanje? Zelo odlično. Kdo je pa tvoj najljubši športnik? Veronika. To je ena punca. Glavnimi navijači pa so tudi ravnatelji osnovnih šol iz Velenja. Kako navijate, kako ste pripravljeni? Navijamo na polno, pripravljeni smo malo manj, ker so otroci se bolj pripravljali, ampak jih pa botrimo. Kaj ste zadovoljni s fizično kondicijo otrok? Ja, definitivno. Bi rekel, da veliko boljše kot naša, no. No, znotraj stadiona pa se je odvijalo tekmovanje v atletskih panogah, v katerih? Pri atletskih panogah je bilo v bistvu tekmovanje v tekih, v suvanju krogle, v metu vorteksa in pa skoku v višino in daljino. Tako da so otroci se v bistvu pomerili med seboj, v bistvu v eni starostni kategoriji, to je starejša starostna kategorija, tako da so tekmovali v različnih športih in tudi v štafetah. Štafeta je bila absolutna, to pomeni 4x100 metrov za vse šole in pa za 6. šolce štafeta 4x200 metrov in za 7. šolce tudi 4x200 metrov. Tako da so otroci v bistvu že od 6. razreda že sodelovali tudi na atletskem delu olimpijade.
Na koncu pa ste zagotovo podelili še priznanja najboljšim športnikom in šolam. Kljub temu, da namen te mini olimpijade ni tekmovalnost, so rezultati vseeno znani. Tukaj je še posebej zanimivo to rivalstvo med šolami. Kako so se učenci velenjskih osnovnih šol odrezali? Jaz moram reči, da vsi učenci so bili zelo uspešni. Sej vsi vemo, da je pravilo olimpijade važno je sodelovati in ne zmagati, ampak vseeno to rivalstvo vedno obstaja. In letošnje leto se je to rivalstvo končalo z deljenjem prvega mesta. Zelo zanimivo, ampak nekako obe šoli, ki sta letos bile na prvem mestu, to sta bile osnovna šola Livada in osnovna šola Gorica, sta imele zelo uspešne posameznike in tudi ekipno so bili zelo dobri, tako da čestitke vsem šolam. Moram reči, da smo vedno znova veseli, da lahko pozdravimo toliko otrok na štadionu, da lahko vidimo, da so otroci fizično aktivni, da radi tekmujejo in da radi pridejo na ta tekmovanja, kljub temu, da mogoče jim 600-metrska ali pa 1000-metrska razdalja dela kar probleme, kar bi tudi nam seveda, ampak so zelo uspešni in jaz upam in si želim, da se ta otroška olimpijada nadaljuje še naprej. Bližajo se poletne počitnice, ko nas bo sonce kar vabilo v naravo. Je zelo pomembno, da se vsak dan ukvarjamo s športom? Jaz pravim da, seveda ob pravih urah in na pravem mestu, to pomeni, potrebno je poskrbeti za hidracijo, da nismo na soncu. Naše športne počitnice, ki jih organiziramo v Velenju v vsakem vremenu, to pomeni, vemo, da zadnja leta tudi vreme ni najbolj naklonjeno vedno, tako da naše športne počitnice, ki potekajo 4 tedne, 2 tedna v začetku počitnic in 2 tedna na koncu počitnic, so vedno dobro obiskane. Otroci se seznanjajo z vsemi različnimi športi, ki jih ponujajo športni klubi in društvo v Velenju. Vmes se vedno še kaj osvežimo v vodi, poskrbimo za njihovo zaščito pred soncem in seveda poskrbimo za to, da se otroci aktivno preživljajo svoj prosti čas in da se še nekaj naučijo, spoznajo svoje sovrstnike in se družijo za njih na dober način, to pomeni ne za računalnikom, ne za televizijo, ampak aktivno. Popoldne pa imajo še vedno dovolj časa, da se še vedno zleknejo kam v kakšno senco, mogoče preberejo kakšno knjigo, če se jim da, če ne pa se podružijo še s prijatelji na takšen ali drugačen način. Najlepša hvala za obisk v studiu in hvala, ker ste nam predstavili otroško olimpijado. Hvala. Na otroški olimpijadi v Velenju pa smo osnovnošolce vprašali tudi, ali imajo raje pouk ali takšen športni dan. Kaj boljše, pouk ali športni dan? Športni dan! Dragi mišmašovci, če vam bo čez vikend dolg čas, vzamite v roke dobro knjigo kot naši zlati bralci, pojdite športat ali pa razmigajte možgančke. Lepo se imejte do prihodnjega petka, ko se znova vidimo ob 18. uri. Čau, čau! I got this feeling inside my bones. It goes electric wave.